Slavi moja duša Gospoda, vsa moja notranjost, njegovo sveto ime. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega. Slavi moja duša Gospoda, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem. Slavi moja duša Gospoda, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami, kakor orlo se obnavlja tvoja mladost. Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti. Z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Slavi moja duša Gospoda, kakor je nebo visoko nad zemljo, je njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga bojijo. Slavi moja duša Gospoda, zakaj kakor je vzhod oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naša hudodelstva. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. Zakaj on pozna našo sestavo, spominja se, da smo prah. Dragi zbrani, ponovno je nedelja, dan Gospodov, ko bomo slavili našega Boga. In prebrala sem pismo in odgovor Boga tolažbe, ki pravi takole. Otrok moj, ob tebi sem, čeprav to sedaj ne vidiš, ker so tvoji mnogi problemi zameglili tvoj pogled na mene. Ob tebi sem, tudi takrat, ko te najbližji zapusti. Vedno bom ob tebi, ker te ljubim. Tvoja bodočnost je v mojih rokah. Vem za tvoje potrebe, le zaupaj mi. Vedi, da si za mene neprecenljiv dar, zato te tako zvesto čuvam in skrbim za tebe. Ko pomisliš, da tvoje življenje nima vrednosti, se spomni, da sem za tebe trpel na križu in ko ti trpiš, trpim s teboj. Prihaja dan, ko te bom dvignil k sebi in takrat bo konec trpljenja za vso večnost. Tvoja bodočnost je v mojih rokah, zato otrok moj, ne boj se, zaupaj mi. Dragi zbrani, dovolite mi, da vsem nam zastavim eno vprašanje. S kakšnim namenom smo prišli danes v Božji dom? Smo prišli svojo glavo nasloniti na Jezusove prsi in ob tem dojemati njegovo milino in ljubezen, ali je razlog našega prihoda drugačen? Ko sem ta teden krasila novoletno jelko, mi je en okrasek padel na tla in se razbil na nešteto majhnih koščkov po celem prostoru. Pomislila sem, da se tako zgodi tudi v življenju, ko doživimo razočaranje. Takrat imamo občutek, da je bolečina srca razpršena po celem telesu. Bolečina in zlo vedno razbijata, razdirata in delita. Bog pa je tisti, ki vse zdrobljene koščke sestavi skupaj, če ga prosimo. Bolečina in zlo narodita občutek puste zemlje, ki je nerodovitna. Če pa prosimo Boga, lahko on še tako nerodovitno pokrajino spremeni v rodovitno polje. Bolečina in zlo povzročata tudi utrujenost. Nositi greh je utrujajoče in vsak korak se zdi kot tovorjenje kosovnih odpadkov. Dragi bratje in sestre, Bog prihaja tako, da združuje, zbira in preoblikuje. Dela rodovitna polja in prinaša počitek. Kaj lahko storim jaz? Prepustim Bogu, da najprej sestavi razbite delce in zaceli rane? Ali smo zmožni počakati na Boga, ali želimo uveljavljati svoje načrte
Izbira je tvoja in moja. Jezus pa nas vabi, da v tem jutru naslonimo svojo glavo na njegove prsi, kot pravi naslednja pesem. Lahko ostanemo in zapojemo to pesem. Lahko ostanemo in zapojemo pesem Skala si moja, vir moči, večji moj delež Jezusu. Moj delež milosti, moje življenje si. Jezus, po tebi krepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moje si
sem, da slavim te, tu sem, da se ti priklonim in da ti rečem, da te ljubim. Si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Kralj časov si in povišča nebesi, slave nad vse si le ti. Se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si. Tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Kdo vedel bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo vedel bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo vedel bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo vedel bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si. Tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si. Tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Krasen najsvetejši si le ti. Kako
Kako velika je tvoja dobrota, ki si jo prihranil za tiste, ki se te bojijo, jo pripravil za tiste, ki se zatekajo k tebi. Častilci pravi častijo ga. To dnevi so, ko rešitve pot razodeva se. To ura je, ko dosveti moč izliva svet, da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime, vredno, vredno ga narodi častit. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Sveto, sveto, sveto je ime, vredno, vredno ga narodi častit. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Obožujemo v resnici v duhu te. O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem, po tebi žeja moja duša. Moje telo megli po tebi na suhi, izčrpani zemlji brez vode. Tako sem v svetišču zrl vate, da bi videl tvojo moč in tvojo slavo. Zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. Tako te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom vzdigoval svoje roke. Le pri Bogu se umiri moja duša, kajti od njega je moje upanje.
Le on je moja skala in moja rešitev, moja trdnjava, ne bom omahoval. Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava, moja močna skala, moje zavetje je v Bogu. S pesmijo Srečen sem, Bog je dvignil me, bomo pobrali prostovoljno nabirko. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iste me. Sem pogrezal se, me potegnil je, Jezus iste me. Je potegnil me, moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Zlahka sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Zlahka sem sužen bil, je odrešil me, moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Hallelujah, I'm walking with the King. Praise His holy name. I'm walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Praise His holy name. I'm walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iste me. Sem pogrezal se, me potegnil je, Jezus iste me. Je potegnil me, moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Slab sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Slab sem sužen bil, je odrešil me, moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Bog je dvignil me. Amen. Lahko sedete. Božja beseda bo danes govorila duhovnica Katja Brkič Golob. Dragi bratje, drage sestre, spoštovani zbor. Na današnjo drugo adventno nedeljo v letu 2023 bomo prebrali izsek iz čudovitega odlomka iz knjige preroka Izaije, in sicer iz 35. poglavja, kjer bomo prebrali besede tolažbe, ki pravijo takole. Če bomo našli zgoraj, torej Izaija 35. poglavje, prva vrstica in naprej. Naj vriskata puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa. Bujno naj cvete, naj se raduje in radostna vriska. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite utrujene roke, utrdite klecava kolena, recite njim, ki so plahega srca, bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, On prihaja, da vas reši.
Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hromi skakal, kakor jelen. Jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustini potoki. Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci voda. Tam bo utrjena pot, imenovali jo bodo sveta pot. Gospod jim bo utiral pot, niti bedni ne bodo zašli. Tam bodo hodili le odrešeni. Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili, nad njihovo glavo bo večno veselje. Dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje bosta zbežala. Amen. Ob prebiranju prebranega odlomka si nikakor ne morem pomagati, da ne bi kritično ovrednotila dogajanja v naši družbi, v našem svetu, pa seveda tudi v naši deželi. Poglejte, zagotovo lahko rečemo, da živimo v zahodni moderni družbi. Ne vem, če ste vedeli, da je Slovenija po indeksu prosperitete, ki je pravzaprav edino svetovno merilo bogastva in blaginje, med 167 državami nazadnje uvrstila na 27. mesto. Ta indeks sicer temelji na učinkih, ki merijo varnost, sigurnost, osebno svobodo, upravljanje države, socialni kapital, odstotek brezposelnosti, investicijsko okolje, stanje podjetništva, si predstavljate, infrastruktura, trg dela, ekonomska kvaliteta, pogoji za življenje, zdravstvene storitve, izobraževalne storitve in tako dalje. Torej, pod črto ni nam tako slabo. Lahko bi rekli, da večinoma uživamo blaginjo. Pravzaprav je blaginja prisotna pri večini držav zahodne moderne civilizacije. Lahko bi rekli, da smo se znašli v pandemiji blagostanja, vrhunca materializma in po drugi strani dekadenci vrednotnega sistema. Pomislimo recimo na to, kako formuliramo stavke, takrat, ko se želimo predstaviti neznancem. Največkrat, če smo pozorni, se predstavljamo z glagoli, ki govorijo o tem, kaj v življenju imamo, kaj smo dosegli oziroma kaj posedujemo. Ne pa z glagoli, ki bi definirali to, kar v resnici smo. Torej, večinoma pravimo, ko se predstavljamo, imam službo, imam moža, imam otroka, imam avto, ne vem, imam hišo, hišnega ljubljenčka, imam prijatelje, imam cerkev. Le kdo od nas reče, sem žena, sem mati, sem prijatelj, sem zaposlena, sem vernik, sem državljan. Le zakaj? Ker nas v resnici spremlja ta materialistični duh in pravzaprav ta blaginja in večinoma sebe vidimo in definiramo s tem, kar imamo, le redko pa s tem, kdo ali kaj v resnici smo. Glede na stanje bi morali biti zadovoljni in brezskrbni, pa nam to nujno ne uspeva. Veste, realnost je povsem drugačna. Ne morem si pomagati, da se ne bi strinjala z doktorjem Danom Blazerjem, ki je na portalu Krščanstvo danes zapisal takole. Vsakdanje življenje 21. stoletja je lahko, kljub blagostanju, zelo težko. Stalni pritiski pogajanj, ekstremno kompleksnih in občasno tudi zapletenih socialnih resničnosti, socialnih konfliktov terjajo davek. Depresija in osamljenost sta na nek način umik v notranji svet, poskus ustvarjanja zaščitnega kokona, v katerem se sodobni človek skriva pred zahtevami tega sveta. Vse večja pandemija depresije, tesnobe, strahu, osamljenosti pravzaprav kaže na to, da življenje v tako motenih, v tako distorziranih socialnih pogojih ustvarja idealno gojišče za depresivni virus, ki je močno nalezljiv in predstavlja kugo sodobnega sveta. Drage sestre, dragi bratje, ko prerok Izaija v prebranem odlomku govori o tem, pravzaprav opisuje stanje puščave. Človek se je znašel v puščavi. Ko prerok Izaija piše svojo poslanico, moramo vedeti iz judovske zgodovine, da so bili takrat Izraelci v babilonskem ujetništvu. Kadarkoli slišimo za besedo Babilon, pa ta v Svetem pismu v resnici predstavlja zlo, predstavlja trpljenje, predstavlja greh, torej gre za simbolični pomen ujetništva. In čeprav je bil, zanimivo paradoksno, tedajni Babilon ekonomsko močan,
dobro stoječe kraljestvo. Spomnimo se iz zgodovine, recimo Hamurabijev zakonik, torej tudi ena prvih zbirk zakonov, torej tudi pravno, formalno urejena država, bi rekli danes, ali kraljestvo, pa vendar so ravno na tem mestu Izraelci živeli v ujetništvu, v puščavi. Njihova puščava je bil prostor brez upanja. Bili so proč, skoraj 1000 kilometrov od svoje domovine. Ujetniki v deželi blagostanja. Kakšen paradoks. Morda so mislili, da jih je zapustil Bog. Njihove roke so postale šibke, njihova kolena so postala tresoča, njihova srca pa prestrašena. Zdelo se je, kot da ni upanja, kot da ni pomoči. Veste, dragi verniki, tudi mi smo danes v zelo, zelo podobni situaciji. Živimo v deželi blagostanja, v deželi svobode, pa vendar smo lahko v puščavi. Naš svet je v kaosu. Živimo v svetu, ki mu drastično primanjkuje upanja. Morda nekateri naši družinski člani sploh ne razumejo naših strahov, naših pomislekov. Morda smo že utrujeni od prezasedenosti. Saj veste, najbolj pogosti stavek, ki ga slišimo danes je nimam časa ali pa briga me. Ampak ponavadi je pravzaprav ravno temu tako, da na nek način rečemo briga me. Zakaj bi tako rekli? Zakaj bi rekli, da nimamo časa? Zakaj bi rekli, da nam je vseeno? Torej, ne glede na to, vedeti moramo, da pravzaprav pomanjkanje časa predstavlja ta sodobni problem, s katerim se soočamo, in to je puščava. Prezasedenost je puščava. V naši življenjski puščavi se morda soočamo tudi s pomanjkanjem denarja, predvsem pa se soočamo s pomanjkanjem ljubezni. Naše roke so šibke, smo prebrali, naša kolena so klecava, naša srca pa prestrašena. Pomislimo, katera so najbolj strašljiva, osamljena mesta puščave v naših dušah ravno zdaj. Ob katerih situacijah postanejo naše roke šibke, naša kolena pa klecava. V katerih situacijah izgubljamo pogum, dragi bratje in sestre. Kaj je tisto, kar nas zasužnjuje v zapor dvoma, v zapor uničenih sanj, v zapor izgubljenih priložnosti? Kaj je tisto, kar skuša zaslepiti naše oči, da bi videli Božjo prisotnost? In kaj gluši naša ušesa, da ne bi slišali Božjih obljub? Veste, ta slika duhovne slepote in gluhote je znak tega, da ljudje ves čas odrivamo Boga iz svojih življenj, iz svojih družin, iz svojih cerkva, iz svoje družbe. Kaj je tisto, kar zapira naša usta, da ne zmoremo oznanjati radosti prihoda Kristusa? Tako kot Izraelci v Babilonu imamo tudi mi danes naše lastne puščave. Res ne čudi, da prerok Izaija omenja puščavo in goljavo. Gre namreč za sliko tega, kar se je dogajalo v Edenskem vrtu. Spomnimo se, ko je Bog ustvarjal, je bila zemlja sprva pusta, prazna. Potem pa jo Bog napolni z bujnim rastlinjem, z živalmi, vzpostavi edenski raj. Toda človek zgreši, človek pade v puščavo greha. In puščava postane kraj divjih zveri, pomanjkanja vode, v puščavi se človek hitro izgubi, je osamljen, brez varnosti in občestva drugih, ampak po drugi strani je pa ravno puščava tisti prostor, kjer nas najde Bog. Če ne znamo najti samih sebe, če smo prepričani, da smo na tem svetu sami, da nas nihče ne vidi, potem moramo vedeti temeljno resnico. Bog išče človeka v njegovi najgloblji puščavi. To je Božja lastnost. In dragi brat, sestra, če si se danes znašel v puščavi, pa kakršnakoli že ta puščava je, potem vedi, da te bo Bog našel, kajti tako Bog deluje. Veste, človek se lahko znajde v puščavi tudi zato, ker ne zmore odpustiti, ker je zagrenjen, ker je poln dvomov, ker ga teži duševno trpljenje, pohlep, ponos, zlo. To so tiste puščave, ki jih morda navzven ne vidimo, močno pa bremenijo našo dušo in kratijo naš spanec. Veste, tudi tu nas čaka vsemogočni Bog, da bi nam pomagal,
da bi lahko bujno zacveteli, kot smo prebrali, da bi bili kakor narcisa. Narcisa je ena izmed čebulnic v spomladanskem času, ki zelo dolgo časa cveti. In tudi potem, ko že odcveti, ima še kar nekaj časa na sebi cvet. Torej gre za sliko bujnosti, cvetenja, gre za sliko duhovnega blagostanja, ki je tako zelo drugačen od blagostanja tega sveta. Gre za sliko odpuščanja, gre za sliko ljubezni. In v prebranem odlomku vidimo, da ima Bog način, kako nas izvleče iz naših puščav. Poglejte, prvič. Videli smo, da Bog spreminja okoliščine naših puščav. Torej, Bog ne bo odvzel puščave iz našega življenja, ker je Bog pač Bog, ker je Bog suveren, predvsem pa zato, ker Bog daje dež in sonce vsem ljudem. Torej, Bog ne bo odvzel puščave iz našega življenja, to je kruta resničnost, nedvomno pa bo vplival na okoliščine v tej puščavi. Prebrali smo, da bo puščava vriskala, da bo cvetela kakor narcisa, da se bodo odprli vrelci, da tam ne bo divjih zveri, kar pomeni, da se na tem mestu začne razodevati Božja slava. Dejstvo je, da puščave, dragi moji, v naših življenjih obstajajo in bodo obstajale. Vendar se nam Bog razodeva ravno v puščavi. Pomislimo, Bog se je razodel Hagari v puščavi. Bog se je razodel Mojzesu v puščavi. Nenazadnje je bil Bog tudi z Jezusom, ko je bil skušan v puščavi. Torej, Sveto pismo je polno primerov, ko je Bog spremenil puščave ljudi na način, da je bil tam. Veste, ko je človeku najtežje, ponavadi rečemo, da potrebuje nekoga, da je tam. Redko kdaj rabimo besedo, redko kdaj rabimo karkoli drugega, kot zgolj in samo prisotnost. In to je Bog. Včasih Bog pove bistveno več takrat, kadar molči, kadar je tiho. Kajti Bog je svojo zgodbo odrešenja že povedal. Spomnimo se, na križu. To je bil krik Božjega srca. Kar pomeni, da tudi če se nam kdaj zdi, da je Bog tiho, to ne pomeni, da je Bog tiho, ker je Bog svojo zgodbo že povedal. Bog je bil samim Jezusom, ko je bil skušan. Bog ne bo odstranil puščav iz naših src. Bo pa nedvomno spremenil tiste najbolj strašljive trenutke na način, da bo z nami. Nenazadnje njegovo ime Emanuel to tudi pomeni. Prebrali smo, da bo pustinja ali puščava zacvetela. To pomeni dobesedno, da bo vzklila, da bo brstela, da bo izbruhnila, da se bo radovala nad mogočnimi deli Gospodove roke. S tem, ko pravi, da se bo radovala in radostno vriskala, se v resnici raduje nad odrešenskim delom. Sodobnemu krščanskemu človeku manjka radost odrešenja. Ali se kdaj spomnimo ali razmišljamo o tem, da smo veseli, da smo odrešeni? Včasih ja, včasih ne. Ampak veste, to je dar. Od majhnega učimo svoje otroke, naj rečejo hvala. Saj veste, vsi starši zelo hitro začnemo, reci hvala. In potem nas je sram, če otrok ne reče hvala. Ampak, a veste, zelo podobno je to v odnosu tudi do Boga. Radost odrešenja, da smo veseli, da smo odrešeni, to je temelj naše vere, to je osnova. Odrešenje, da si odrešen, pravzaprav pomeni, da imaš vstopnico v nebesa. Torej, da tista črtica, ki jo imamo na grobniku, ko imamo letnico rojstva in letnico smrti, se ta črtica vmes podaljša v večnost. To je premica, to je neskončno. To je radost odrešenja. In v resnici to pomeni, da puščava cveti, da se puščava raduje, da gleda Gospodovo veličastvo, da gleda Gospodovo krasoto, da gleda lepoto našega Boga. Torej, v resnici gre v Izaijinem odlomku za opis stanja prvih strani Svetega pisma, ko pravi, da je Bog ustvarjal in kar je Bog ustvaril, je bilo dobro. Kar pomeni, je bilo lepo, je bilo popolno. Ampak človek s padom v greh uniči vse tisto, kar je bilo ustvarjeno dobro in lepo. Sedaj pa Izaija kot prerok napoveduje rešitev in pravi, da ponovno prihaja čas, ko bo nekaj dobro, ko bo lepo, ko bo puščava zacvetela, ko bodo vrelci voda, ko pravi, da bomo gledali Gospodovo veličastvo, to pomeni, da bomo videli slavo Boga. Gre za repliko dogajanja Edenskega vrta. Bog je hodil sredi med njimi, kar pomeni, da se je človek družil z Bogom. Človek je kaj hitro po padu iskal rešitve, kako bi dokončno rešil puščave svojega greha. Vendar je na žalost
izbral napačno pot. Spomnimo se, kako gradi človek, kako torej človek rešuje sebe iz svoje puščave. Ko Bog ustvarja, se spomnite na prvih straneh Svetega pisma, Bog uporablja naravo, narciso, vode, reke, karkoli že hočete, skratka naravo, spreminja v zelenje, spreminja v oaze, ustvarja in na koncu reče in bilo je dobro. Bog torej nebesa približuje zemlji in na zemlji ustvarja repliko nebes. Kaj pa počne človek? V prvi Mojzesovi beremo, da so ljudje predlagali drug drugemu, da bodo delali opeke, jih žgali v ognju in si z njim sezidali mesto in stolp, se spomnite, o čem govori, babilonski stolp, katerega vrh bo segal do neba. Torej človek uporablja neživa sredstva, da bi prišel do vrha neba in potem še beremo, da bi si človek naredil ime. Na to pa imamo, tako kot to vidimo pogostokrat v Stari zavezi, na en tak zelo zanimiv način predstavljen ta antropomorfizem Boga, torej kako razmišlja Bog. In piše takole: Gospod pa je stopil dol, da bi si ogledal to mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci, otročički. Torej vsemogočni Bog, ljudje mislijo, da gradijo stolp, da bo ta stolp tako velik, da bo prišel do nebes. In potem vsemogočni Bog, ki je itak vsemogočen, ki itak vse vidi, mora celo stopiti dol, da bi videl ta velik stolp, ampak ta velik stolp je tako velik, da je v resnici tako majhen, da mora vsemogočni Bog stopiti dol, da si ogleda mojstrovino, pravi Sveto pismo, človeških otrok, dobesedno otročičkov. Tako to pravi pisec v originalnem jeziku. Torej vidite, Gospod stopi dol, da si ogleda to, kar človek gradi, in gre v resnici za narativo, da Bog, ki itak vse vidi in itak vse ve, je primoran stopiti dol, da si ogleda rešitev človeka, kako bo prišel iz puščave. Očitno je, da človek ne more spremeniti okoliščin svoje puščave, ker smo pač vsi grešni. Zato pa prihaja na pomoč Bog, ki tudi gradi stolp, vendar ta njegov stolp je obrnjen na glavo. Prihaja iz nebes v podobi otroka in se dviguje, kakor stolp, proti nebesom v obliki križa, povsem nekaj drugega. Bog torej, najprej smo videli v Izaiji, spreminja stvarstvo. Odrešenje v Izaiji 35 je opisano kot oblika pripovedi stvarjenja. Gre za to, da se suha, pusta, prazna mesta ponovno preoblikujejo v raj. Le jutranja rosa Božjega miru lahko popolnoma spremeni suho in prazno puščavo. Celo narava se raduje, veseli, opeva Božje veličastvo. Bog nas tudi vabi, da skrbimo za naravo, za svet, za zemljo, da skrbno gospodarimo, o čemer govori tudi tako imenovana ekoteologija. Drugič, pisec preusmeri dogajanje, se spomnite, ko smo prebrali. Najprej je tema o puščavi, o spremembi narave, potem pa pravzaprav pisec preusmeri dogajanje na človeka. In sicer kakšnega človeka? Na prestrašeno, zlomljeno človeško telo. Veste, Bog s tem nagovarja nas kot skupnost. Govori o naši zlomljenosti, o zlomljenosti naših teles, naših duš. Pisec piše, če se spomnite, o utrujenih rokah, o klecavih kolenih, o plahem v srcu, o slepih očeh, o odprtih ušesih, hromih nogah, nemem jeziku. Kaj to pomeni? Kdo so tisti, katerih roke so se utrudile? Veste, to so tisti, ki delajo v Božjem vinogradu, ki se trudijo, ki gradijo, ki izgrajujejo, ki gradijo mir, ki širijo ljubezen. To so tisti, ki so se utrudili. Toda Bog jim danes pravi, naj se okrepijo njihove roke. Utrujene in šibke roke so v resnici prispodoba tega, da smo se delavci, vsi mi, v Božjem vinogradu morda utrudili, da se kdaj počutimo nekoristne, neuporabne. Mogoče imaš danes občutek, da v svojih rokah ne moreš več držati ničesar, da ti je vse težko, da ne moreš več opravljati dela, za katerega si bil poklican ali pozvan. Morda se ti godi krivica, toda kakšno spodbudo ti danes daje Bog? Bog pravi, da bo okrepil tvoje, naše roke. Okrepiti pomeni dati moč, dati nov zagon. Dragi brat, draga sestra, če se kot graditelj počutiš brez moči, če se počutiš neuporabnega, potem ti Bog daje danes moč, da te bo okrepil.
Okrepil bo tvoje roke, da boš lahko vztrajal pri delu, za katerega si poklican. Kdo so tisti, katerih kolena so klecava? To so vsi verujoči. To so tudi tisti, ki se šele spoznavajo s krščanstvom, ki iščejo Boga, ki so na začetku svojega potovanja z njim. Klecava kolena pomenijo, da se takšen človek opoteka in spotika. To so vsi tisti, ki so slabotni. Mogoče imaš občutek, da ne veš, komu bi sledil, komu bi verjel, mogoče ti v življenju manjka stabilnosti. Če se opotekamo in če se spotikamo, saj veste, ne moremo teči, ne moremo biti aktivni, ne moremo zbežati, ne moremo se braniti, ne moremo se postaviti zase, zmanjka nam osnovnega življenjskega elana za iskanje rešitev, zmanjka nam življenjske zvedavosti, zanimanja za dogajanje okoli nas. Toda kakšno spodbudo daje danes Bog takšnim? Bog pravi, da bo utrdil klecava kolena. To pomeni z drugimi besedami, da bo Bog tekel skupaj z nami. Če naša kolena klecajo, nas bo Bog prijel v svoje naročje in tekel skupaj z nami. Dal nam bo moč za prave odločitve. Bog bo bitko skozi puščavo našega življenja tekel skupaj z nami. Kdo so tisti, ki so plahega srca? To so ljudje, ki vodijo druge ljudi, ki jih usmerjajo k izviru življenja, k Bogu. Kaj pomeni, če so plahega srca? To pomeni, da ne morejo sprejemati razsodnih odločitev, ker so pod vplivom tesnobe, panike, strahu, ker dvomijo v svoje odločitve, v svoje namere, ker se počutijo nesposobne. Morda iščejo odgovore na napačnih mestih, ko se znajdejo v stiski. Morda so začeli dvomiti v Božje zmožnosti, da jih bo Bog rešil. Kaj Bog sporoča njim? Naj se ne plašijo, naj ostanejo hrabri, naj ne klonejo pod pritiski puščave in okoliščin, saj je njihova naloga, da spodbujajo, da usmerjajo ljudi k Bogu. V Svetem pismu velikokrat vidimo, kako Bog spodbuja Jozueta, Mojzesa, Abrahama, ko pravi, ne boj se in ne plaši. Tvoje srce naj se ne plaši. To pomeni, da človek spoštuje Božjo avtoriteto. Kjer je Bog, dragi moji, pa ni strahu. Tam je ljubezen. Prihaja namreč Bog. Prihaja na pomoč, da nas reši. Prihaja, smo prebrali Božje povračilo. Veste, v starih semitskih jezikih ima ta beseda povračilo v resnici pravno komponento. Gre za to, da Bog ohranja svojo pravičnost. Bog je svet, Bog je pravičen. Kar pomeni, da bo Bog rešil svoj narod, da bo Bog rešil vsakega tu prisotnega, ki se je morda znašel v puščavi, v stiski. Tretjič, ko Bog reši in spremeni okoliščine puščave in življenjskih okoliščin, ko Bog reši zlomljena in uničena telesa, pa pride do spremembe. Takrat pride do transformacije. Bog vse nezmožnosti, pomanjkanje in uničujoč učinek greha prične spreminjati v svojo slavo. In veste, to Bog dela skupaj s tistimi, katerim je okrepil utrujene roke, katerim je utrdil klecava kolena in katerim je dal moč v njihova plaha srca, da so postali močni. Zato lahko pride do spremembe. Bog da, smo prebrali, da spregledajo oči slepih. Kaj to pomeni? Kaj pomeni, da Bog odpira oči slepim ljudem? To pomeni, da Bog odpira slepe oči, ki do sedaj niso videle Božje prisotnosti, ki do sedaj niso videle Božje pomoči, ki so bile tako zelo okupirane z vseobsegajočim strahom, tesnobo, zmedenostjo, dvomom. Še več, slepe oči morajo uvideti nebeške resnice. In še nekaj, slepe oči morajo videti sočloveka, morajo videti brata, sestro poleg sebe. Prebrali smo, da Bog odpira ušesa gluhim, da lahko slišijo Božjo besedo. To pomeni, če so naša ušesa gluha, ne slišimo Božjih obljub, nimamo Božjega vodstva. Predstavljajte si, da morate slediti nečemu, kar predstavlja kaži pot, pa ne vidite niti ne slišite. Obstaja velika verjetnost, da boste zgrešili cilj. Torej, ko Bog odpira ušesa gluhim, to pomeni, da pravzaprav morajo biti naša gluha ušesa poslušna, morajo slediti Božjim nasvetom. Pa ne samo to, gluha ušesa se morajo odpreti, da bi slišala trpljenje, ječanje sočloveka,
Morajo se odzvati in odreagirati na trpljenje sveta. Potem smo prebrali, da Bog daje moč, da tisti, ki mislijo, da so ohromljeni v svoji lastni puščavi in obdani s svojimi strahovi, pa vendar jim Bog daje moč, da lahko stečejo iz okov greha. Gre za simboliko. Hromi človek je ujetnik svoje hromosti. Ne more steči. Torej gre za to, da je obdan strahovi, zli, trpljenja. Torej ne rabiš biti več suženj greha, kajti strah te ne more več hromiti. Še več, hromi bodo z Božjo pomočjo hitreje napredovali v posvečenju svojega življenja. Potem smo prebrali, da bo Bog spremenil tiste, katerih jeziki so nemi. Gre za simboliko. Tisti, katerih jeziki so nemi, govorijo pesimistično, so zmedeni, so žalostni, brezupni, brezciljni. Ampak Bog jim bo dal, ker ne bodo več nemi, pesem odrešenja, pesem zmage, pesem veselja. Nemi bodo proslavljali in peli pesmi odrešenja. Častili bodo Boga in priznali, da so od njega odvisni. Nemost jezika je simbolika zgodbe, ki sem jo omenila na začetku, če se spomnite, gradnje babilonskega stolpa, ko je Bog zamešal jezike, da se ljudje niso več razumeli. Kaj to pomeni, da je Bog zamešal jezike, da se ljudje več niso razumeli? Torej, ljudje so prenehali komunicirati, ker jim je zmanjkal jezik ljubezni. O tem pravzaprav govori ta zgodba. Bog zameša jezike, ker se ljudje ne pogovarjajo, ker jim manjka jezik ljubezni. Veste, kaj je pa v Novi zavezi jezik ljubezni? Zelo enostavno. Sveti Duh. Ljubezen. Torej, gre za simboliko, gre za sliko. Nemi, ki bodo spregovorili, bodo torej govorili isti jezik. To je nov jezik. To je jezik, ki ga vsi razumejo. To je jezik, s katerim lahko vsi komunicirajo. Ne glede na to, kakšna so njihova stališča, mnenja ali prepričanja. Kajti roko na srce, nikoli se ne bomo o vsem strinjali. Vendar ne gre za to. Gre za to, da nemi spregovorijo. Torej pesimizem, žalost, strah se spremeni v nekaj popolnoma drugega. Gre predvsem za sliko, da bo Bog odrešil svoj narod. Kar pomeni, da imamo večno življenje. Saj je želo smrti uničeno, greh pa je premagan. Veste, cerkev je edina inštitucija, če ji lahko tako rečemo, ali edini kraj, kjer bomo slišali o milosti, o grehu in kjer bomo slišali o večnem življenju. Ni inštitucije, ni kraja na tem svetu, niti v bolnišnici, niti v šoli, niti nikjer, ni kraja, kjer bomo slišali besede o grehu, o milosti in o večnem življenju. In veste, imamo zelo velik privilegij, da to vemo. Kajti vsak človek, ki bo klical Gospodovo ime, bo rešen. To je obljuba. In to je resnica, ki drži. Torej, kako četrtič, zadnjič se bo to zgodilo? Kaj smo prebrali v Izaiji? Na način, da bo Bog utrl pot, ki bo imenovana sveta pot. Gre za simboliko. Pisec piše o puščavi. Upam, da ste že bili kdaj v puščavi, če pa ne, pa vam lahko povem, da je precej kaotično. Pesek, zdi se ti, da poznaš vse poti, ampak v resnici ne veš, kam bi šel. Si zmeden. Strah te je. Lahko je vroče, lahko je hladno, lahko so divje zveri. Torej iščeš pot, kako se boš rešil, kako se boš izvlekel. In tukaj pisec pravi, da bo Bog utrl pot. Kako bo Bog utrl pot? Gre za preroštvo. Bog bo utrl pot s Kristusom na križu, kajti Kristus sam zase reče, jaz sem pot. To se pravi, Bog utira pot, ki bo imenovana sveta pot. Po tej poti bodo hodili le odrešeni. Žejna dežela, smo prebrali, bo postala napolnjena z vrelci voda. Spomnimo se, kaj je Jezus toliko tisoč let kasneje zaklical na ves glas. Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Dragi bratje in sestre, včasih to vrstico interpretiramo na način, da to velja za tiste, ki morda Boga še ne poznajo. Ampak če smo čisto iskreni, lahko vsak zase odgovori, da včasih se tudi tisti, ki že dolgo časa hodimo z Bogom, počutimo žejni, ker je to normalno. Ampak to, ko Jezus pravi, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, velja za vsakogar.
To Jezus pravi farizejem, to Jezus pravi svojim učencem, to Jezus pravi poganom, to Jezus pravi Izraelcem. Skratka, to Jezus pravi čisto vsakemu živečemu človeku. Če je kdo žejen, zakaj žejen? Zato, ker gre spet za simboliko puščave, kjer ni vode. Če ni vode, ni življenja. Če ni življenja, je smrt. Torej Jezus govori o tem, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. In iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. Mogoče iščemo vodo na napačnih krajih. Mogoče pijemo vodo, ki je postana in nas ne more odžejati. Mogoče pijemo mrtvo vodo. Ampak danes imamo možnost, kajti Kristus nas poziva. Kdor veruje vame, tako enostavno, tako preprosto, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. In kaj še pravi Jezus? Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Prerok Izaija je že v 35. poglavju napovedal odrešenje. To je ta sveta pot. In ta sveta pot je v resnici pot križa. Pa ne samo pot križa, veste, Kristus je šel čez tako suho, pusto, prazno puščavo greha. Takrat, ko je bil v Gecemanskem vrtu, ko je prosil, naj gre ta kelih mimo mene. Puščava vsega človeštva, če rečem simbolično, se je takrat skoncentrirala v tistem kelihu. Če rečem simbolično, veste, kaj se je dogajalo takrat, ko je bil Jezus v Gecemanskem vrtu, ko je gledal tist kelih in rekel, naj gre ta kelih mimo mene. Ko je pogledal v kelih, je videl vse ostudne grehe človeštva. Videl je vse umore, vse krivice, vse laži, vsa posilstva, vse nasilje. Videl je grehe vsakega, kadarkoli živečega človeka. In to je ta kelih, za katerega je prosil, naj gre mimo njega. To je bila njegova puščava. Ampak to je bila hkrati sveta pot. Pot odrešenja. Zakaj je Jezus rekel, naj gre ta kelih mimo njega? Ker je v tem kelihu videl mene. Ker je v tem kelihu videl tebe. In ker je vedel, da brez njegove pomoči sva midva izgubljena. Krščanstvo ima samo eno stvar, samo eno nalogo. Da ljudem oznani odrešenje. Odrešenje pa je zelo enostavno. Vsak od nas mora priznati, da je grešnik. Ko človek to prizna, kapitulira sebi. Takrat, ko človek to prizna, kapitulira sebi in v resnici začne iskati Boga. In ko iščemo Boga, nas Bog že prej najde in dohiti. In zgodi se moč odrešenja. Dragi bratje in sestre, bodimo veseli in radostni, ker smo odrešeni. Ker je to milost. Ker smo odrešeni po milosti. In tudi, kadar se znajdemo sredi stisk, sredi puščav, imamo gotovost, imamo to trdnost, da je pravzaprav Bog za nas to puščavo že zmagal na poti križa, ko je prišel v obliki otroka na ta svet in se dvignil kot kaži pot v nebesa na križu. In zaradi te puščave je bila vsakemu izmed nas odprta pot, pot do odrešenja. Kajti kdorkoli bo klical Gospodovo, torej Kristusovo ime, bo rešen. Amen. Per